The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Jaz ne govorim nič. Da se sploh malo ne pogovarjava. Ne, res. Kva to baba naklada, A se najo vidi? Ja. Ne, tebe se ne. Pizdarja. A zdaj se najo vidi? Res ne govorim doma. Jaz se pa. Zdaj se me vidi. Dobro. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes smo pa trio dio. Meni pa te gobezdali klele na moji levi strani se je pridružil še Andi Bajc, organizator v bistvu dirke Letap, tako da danes se bomo pogovarjali predvsem o dirki, se pravi organizaciji, plus še kaj vse pride zraven. Petra ima tamle toliko vprašanj, da bo ta pogovor trajal do 6 popoldan. Tako da najprej pa Andi, da te nastraša preveč, povej, kako si, Letap je mem, koliko ste kaj zadovoljni z letošnjo izvedbo? Hvala, zdaj sem že drugič tle tukaj. Tudi hvala za sodelovanje z vajne strani v tem letu. Mi je zelo veliko veselje delati z vami in upam, da bomo pač tu nadaljevali še v prihodnje. Kar se tiče Letapa, so bili narejeni presežki, ampak mislim, da se zavedamo vsega, kar se je zgodilo in pač ta tragičen dogodek je nekako vplival na cel dogodek, tudi na ta postfestum dogodka, se pravi, nekako nas je spravil ne na realna tla, ampak pač pokažeti, kaj se lahko zgodi, pa v bistvu nam kot organizatorju pač zelo težki trenutki, ne samo v smislu pač, da smo izgubili kolesarja, ampak tudi pač dobiš pač v bistvu člana kolesarske skupnosti, pa tudi kot organizator ne veš včasih, kako točno iti naprej po takem dogodku. To je realnost tega, kar se pač zgodilo. Ne moramo se omejevati iz tega, v bistvu, kar je bilo pozitivnega, v bistvu saj zame je zelo hitro to zbledelo. V bistvu vi ste imeli to dirko zdaj že 4 leta. Jaz zdaj upam, da ni ta dogodek bil vseeno toliko vplival na vas, ko to organizirate, da boste z dirko še nadaljevali. To v bistvu ste že predelali, da bo dirka naprej? V bistvu je tako, mi smo pred dirko že podaljšali pogodbo z Asotom, se pravi Letap Slovenija se bo gotovo zgodil vsaj še 3-krat. Podaljšali smo pogodbo do 2028. Ampak sigurno bo vse to neke določene spremembe prineslo. Zdaj, kakšne še bomo pač tudi v ekipi se interno pogovorili. Mislim, smo se že pogovorili, neke spremembe bomo sigurno potegnili. Je pa res, pač tu vpliva na nas in tudi se iz tega pač ne bežimo. Mislim, vsi se zavedamo, da je bil dogodek tak, po moje, zdaj vsi, ki se tam še zmer zapeljamo kdaj s kolesom, nas kar malo pač tako stisne. Ne predstavljam si, kako je pač to za vas, ko ste organizirali dogodek. Po drugi strani pa vsaj, kakor sem jaz poslušal, je bilo v bistvu tudi vse narejeno tako, da za kolesarje, da je bilo najbolj varen, kakor je možno. Zdaj, se veš, če nekdo zgubi kontrolo ali pač mogoče ni kdaj dosti pozoren, si ti ne moreš vplivati na to. Bom začel nekako z mano. Jaz sem kolesar, v bistvu jaz sem mojo prvo dirko zmagal 30 let nazaj, pa nisem toliko star. Kar se zdi čudno, A nisi star 30? Star sem 37, se pravi, in sem že doživel smrt, sem že rešaval kolesarje, sem že v bistvu oživljal kolesarja na trasi. In vsaka taka stvar pusti posledice in ko moraš to enemu pač, ko pač se tudi doživiš,
pač tega noben noče. Zdaj, ali je bilo, jaz mislim, da za varnost v tistem ovinku je bilo poskrbljeno. Jaz mislim, da tudi mi, kot organizatorji, namenimo verjetno več budžeta v varnost, kot kakršnokoli druga stvar. Jaz mislim, da tudi naš budžet za varnost je večji, ko je verjetno so budžeti vseh vzponov v Sloveniji. Ampak ja, pač tu se je zgodilo. Zdaj, kaj narediti, mislim, sigurno bomo neke stvari potegnili ven. Je pa res, da pač vsaj na tistem ovinku je bilo za varnost poskrbljeno, kot je bilo na Tour de France. Se pravi, tu pa, več kot toliko pa vemo, da smo vemo, da smo na cestah, vemo, da tu ni pač zaprto območje. No, kako pa je bilo poskrbljeno na tem ovinku, recimo za... Zdaj sem bila na dirki, no, tako da, ampak da ti poveš... Ja, v bistvu letos smo naredili, vsako leto naredimo več tabelc za opozarjanje. Zdaj, meni se zdi smešno, ko so nas novinarji spraševali, ali smo šli sploh polet traso. Pa smo v bistvu traso šli gledati, ne vem, tako rek 4 LD, ko smo, ne vem, delamo kolesarstvo 20 let, pa vemo za vsak detajl, pa vemo, ko se bo recimo grupa v enem določenem momentu obnašala. Smo bili stalno na trasi, pač tudi ena stvar, ker letos nam je šla malo, mislim, moramo biti tudi zelo hvaležni delavcem, pač po gradbenim podjetjem, da so nam pač omogočili, da dirka sploh bila izvedena, ker recimo Dražgoše so na novo preplastili sam za dirko in na to nazaj zaprli. Se pravi, spust Dražgoš je bil nov in sam zaradi Letap Slovenija in so ga na to pač nazaj zaprli. Na tistem ovinku samo je bil, na vrh klanca so bili oznake za spust, na to pač pred ovinkom so bili table za nevaren zavoj in po pred ovinkom samim je bil še redar, ki je pač opozarjal na nevarnost. Se pravi, isto kot bi naredili na Tour de France ali pa na dirki po Sloveniji, je bilo tudi pač na Letap Slovenija, vsaj v tistem ovinku pač namenjeno. No. Tako da v bistvu ta redar je tudi to nesrečo dejansko videl in je lahko takoj sporočil. Zdaj ne bom šel vse detajle nesreče, ki pač preiskava še poteka. Tu je bil vprašan, ali je redar prvi videl to nesrečo. Ne, redar nesreče ni videl. In zaradi tega, ker pač ti gledaš, ti si osredotočen prvič na piskanje, drugič na kolesarje, ki ti prihajajo proti tebi in tudi padec se je zgodil za ovinkom, tako da pač redar ni videl gospoda, ki je pač preminul. Smo pa bili o padcu tako obveščeni. In se pač, smo takoj pač poslali ekipo na mestu. Je pa bilo res, da je pač bilo gospod na zelo težko dostopnem terenu. Tudi reševalci se pač ne morejo spustiti sami dol, ampak pač se morajo tudi sami zavarovati, pa tudi so opremo prinesti na mestu pač padca. No. Kako pa je tako, ko se dogajajo te nesreče, se vsi poslušamo že, ne vem, odkar se jaz spomnim, da maratoni obstajajo, se kakšni, ki padejo, pol še 10 let ne grejo na noben maraton. Kaj ti, glede na to, da si v kolesarstvu že toliko časa, kaj mogoče misliš, da so oni glavni vzroki za te padce, ki se dogajajo praktično na vsakmu maratonu? Se ni Slovenija ena izjema, ki se po Sloveniji ful pada, ne vem, jaz, ki sem bil v Italiji, tam je na skoraj da ne 6 pasovanci, na vsakih 100 metrov so ležali po tleh. Res je, da je bilo 10,000 kolesarjev na maratonu, ampak še vse je pa zgodba nekako zelo, zelo podobna. Ne? No, to tudi vprašanje sem imela pripravljeno, Bedin pa še tukaj to dodala, da v bistvu je tudi vedno več padcev na profesionalnih dirkah, ne? Tako da verjetno so tule v ozadju ni samo problem mogoče samo v ljudeh, ampak še kakšna druga stvar, tako kot smo se že dostikrat pogovarjali, mogoče v opremi, mogoče ne vem, da so kolesa ratala to hitra, ali da so, ne vem, ceste toliko slabše na samih dirkah, kaj res mogoče pripelje do teh večjega števila padcev, no? In na amaterskih in na profesionalnih dirkah, če tako gledamo v bistvu.
V bistvu je več faktorjev. Mislim, da največji faktor je v zadnjih letih je tudi, da pač kolesarstvo postaja zmeraj bolj hiter šport. Kolesa so zmeraj bolj hitra, dresi so zmeraj hitri, pač aerodinamika je večja. Tudi nekako zanimivost kolesarstva je, da kot enkrat potegne, se tu verjetno tudi Petra je živ primer tega, ne. Začneš ko je amater, mislim, ko je čisto rekreativni, rad bi šel malo pelje 30 km, zdaj pa pač Petra tekmuje že z zmago. Ne? In tudi pač ta evolucija kolesarja vsaka posebej pač te pripelje do tega, da si pač zmeri že več želiš. Druga je, da so pač na rekreativnih dirkah zelo velike razlike med najboljšimi pa najslabšimi, pa tudi zelo velike razlike v samo pač kako ti pač s kolesom voziš, kako pač ta bike handling Znanju tudi. Ja. Zdaj na kolesarskih, ne vem, pri profesionalcih je to celih drugače, pač ne da je grupa manjši, ampak nekako tu delaš vsakodnevno od majhnega in je tu pol tudi slažeš, pač ene stvari predvidevaš. Se ne vsi, itak da ne vsi, se tudi pač Primožu se tudi včasih malo vidi, da se mu pač manjka. Po drugi strani je pa, kar je zelo velika spet razlika, je, da zmeraj več je cestnega pač teh v bistvu cestnih znakov, cestnih označb, zmeraj več je tega, se pravi, tu je zelo veliko vpliv, ne vem, da na Frani v enem momentu pač kar so otoki, recimo en banalen primer, ko je otok lahko v grupi naredi zelo veliko razliko, ker pač narediš kot neko butterfly efekt, ker se en premakne, se drugi premakne, pa za enemu zmanjka prostora. Pa v bistvu tretjega pa lahko spregleda pa na baše. Tudi na profesionalnih dirkah dejansko vidimo. Pač tu so stvari, ki so, ja. Pač hitrost, pa zmeri več teh, ne vem, nekako teh stvari na cesti, ker pač vpliva na grupo. Pač tu se bo dogajalo. Zdaj, tudi doskrat so me vprašali, zakaj smo šli predelsko Škofjo Loko. Kar se ne zdi logično, pač zdaj gremo mi skozi Škofjo Loko. In tu je bilo v bistvu zaradi varnostnega vidika, ker vemo, da se pač, kako se bo grupa obnašala v momentu, ko pač zavijajo desno, se pravi, grupa se ustavi, pol pa se raztegne, začne malo pokati, cela grupa se pač raztegne. In če tu narediš 3-4 skozi Škofjo Loko, ker je relativno varno še, pač dobiš malo teh selekcije. Zdaj, druga stvar je, da lahko to narediš na klancu, ampak ja, pač na klancu ne Franja, ne Letap trenutno iz tega štarta pač ne moresta. Tretja pa je, če bi mi prišli naprej, šli po glavni cesti, bi pač prišli 70 na uro okrožno križišče in morali iti levo, kar pač spet ni, mislim, da je pač zelo večji pač riziko pri samo. V bistvu eno traso narediti za eno dirko verjetno ni glih čisto enostavno, ne? Ne, v bistvu mi, ko gledamo traso, sej vemo, vsaka trasa ni nikoli idealna. Tudi vemo, da pač, se tudi tega se vsi zavedamo, da če ti misliš, da bomo pa speljali vse po najbolj široki poti, boš zmeraj do padca prišel, v bistvu. Sej tudi, ko si ti rekel prej, na najbolj široki cesti pač so največji padci. Tu se je letos zgodilo tu v Belgiji na UCI Gran Fondo, isto, relativno široka cesta, visoka hitrost 60 na uro in pade 250 kolesarjev. Kar veliko poškodovanih. Ja. Vemo pa, ja, da pač delaš s tistim, kar imaš, probaš najbolj se prilagoditi in to je pač tu. Zdaj tudi v spusti, ja, spust je riziko, če hočeš priti pač na vrh klanca, moraš tudi nekako iti dol in pač probaš čim bolj označiti. Imamo tudi mi, kot organizatorji, pač tudi posojamo stvari na dirki po Sloveniji, se pravi, mi naše varnostne stvari pač posojamo na dirki po Sloveniji. Tako da in drugim dirkam pač tu se je brezplačno, ker se mi zdi pametno, da se pač v tem stvari pač nikoli ne špara in sodelujemo v tem. Ampak ja, več vemo, da na 130 kilometrih vsako stvar označiti je zelo težko, no, pač tu se trudimo, no, ampak ja. Imate vi tudi veliko teh motoriziranih varnostnikov, pa tudi neke policije. Koliko je to recimo, a imaš ti kakšno številko, koliko je bilo
ljudi na cesti, na trasi, ki je skrbel za varnost, recimo, ali pa ki skrbi za varnost na eni taki dirki? Ja, v bistvu imamo, tu pač gremo skupaj s policijo, v bistvu imamo 5 nas je, kar se pač pri organizaciji tega dela. Se pravi, jaz kot pač vodja projekta, imamo potem vodjo rediteljev, vodjo varnosti, policijo, pa še tehničnega direktorja, tako da pač nekako gremo skupaj čez traso, pregledamo, označujemo pač nevarne odseke, nevarne točke in rediteljska mesta. Se pravi, zdaj, če govorimo z nedeljo, je bilo 321 rediteljskih mest ob trasi. A to so kaj prostovoljci ali so to v glavnem ti reditelji ali so to policija ali kaj to so? Se pravi, rediteljska mesta na pač pomembnejših odsekih ali pa večjih križiščih je policija plus reditelj, zdaj na manjših pač so reditelji sami. Pol imamo pa še v bistvu 15 avtomobilov, ki skrbi za pač ali je tu rumena luč, varnost, ima pač tako in drugačno funkcijo. Letos smo imeli vse skupaj še, mislim, da 26 motoristov, redarjev na motorjih, pa še 22 policijskih redarjev plus policijska vozila. Tako da je pač ta karavana. Kar je ena velika številka, ja. Ja. V bistvu mislim, da smo računali, da v bistvu v drugem krogu je za vsak je bil en avto na 4 ljudi. V bistvu je kar res to ena velika številka ljudi, ki skrbi tudi za varnost na sami trasi. Ne. Kako ste pa recimo reagirali, zdaj sem na tej dirki, pa sem tudi videla, da je kar, ne vem, ratal očitno modern tole spuščanje na štangi, ne, kako se reče pravilno, da se sedi pod sedežem. Vem, da ste celo zmagovalca zaradi tega diskvalificirali. A ste tudi še potem kaj gledali ostale, ker da je bilo kar neki te vožnje pač, tudi jaz sem jih videla na spustu se tako voziti. Mislim tega do zdaj, jaz moram pa prvi spevati, kar vozim zdaj par let, pa odkar je to prepovedano, to spuščanje, pa se nekako vsi zavedamo, da je nevarno. Tudi na naših rundah včasih smo videli koga, ki se je tako spuščal, pa se zdaj nobeden več tako ne spušča. Mislim, da je to kar zelo navarna zadeva, ne? Tako da zdaj ne vem, a boste to tudi v prihodnje malo več, a ste še koga diskvalificirali pol mogoče? Ja, smo še diskvalificirali. Problem je, ker letos pač mi kot organizatorji nimamo sodnikov na motorjih, se pravi, vse, kar smo videli prek kamere. Meni je v bistvu meni je težko ko vem, da je pač jaz razumem in se zavedam, da on zaradi tisa super taka ni zmahal dirke. Bi zmahal v vsakem primeru, zaradi tisa 3 sekund, ne 5 sekund, ampak res se tu pač, če dovolimo enemu, bomo dovolili vsem in res se tu pač, da dajmo razmišljati o čisto varnostnih aspektih tega. Se pravi, če so profesionalnim kolesarjem prepovedali tu, kar je nevarno, pač recimo sem jaz doskrat tu delal, dokler sem bil še profesionalni kolesar, pač ne moramo tega pač dovoliti rekreativnim kolesarjem, ker pač je nevarno in drugič po en tu naredil v skupini, pa bo prišlo še do kakšnega množičnega padca pa karkoli poškodbe. Sej tudi je rekel, ja, bil sem sam, ja, ampak sej tudi sam lahko padeš, pa se ti lahko zgodi. Druga stvar je, kar je pač vožnja po pločnikih. Tu je tudi stvar, ker je v bistvu v osnovi prepovedana. Meni se bolj zaradi varnostnega aspekta pač prvič moraš skočiti na pločnik, drugič moraš dol z pločnika, tretjič res z veliko večjo hitrostjo. Tudi kakšen gledalec je lahko na pločniku. In četrte pač lahko v bistvu gledalca. Tu se vemo, da se je že zgodilo in take stvari pri takih stvarih smo zelo striktni. Je pa res, da je pač pri 1400 udeležencih je tudi zelo težko vse poloviti. No. Tudi pred dirko smo pač pregledali startno listo, pa smo elit kolesarje obvestili, da pač ne morejo dirkati ali pač jim rekli, da ne morete dirkati na rezultat. Pač te stvari gledamo, je pa pri 1400 udeležencih zelo težko vse poloviti, to je pač realnost tega, pač o čem se... Ja, to sigurno, če je tako veliko število, da pol se ne da čisto vsega regulirati pa držati na kratko, ampak vseeno, ja.
Je pa mogoče vseeno tudi za vas, ki tole poslušate, pa gledate, no, pa tisti, ki dirkate, pa se vozite, pa upam, da vas bo čim več tole gledali, da se dajte, mi tudi tole oddajo danes delamo s tem namenom, najbolj, da se osvešča vse ostale tekmovalce in glih to, kar je tudi zdaj Andi povedal, da probate, da to ne delate na dirkah. Jaz tudi poznam do dobre prijatelje, ki vem, da tudi skačejo po pločnikih na dirki, tako da dajte ne tega delati. In predvsem na spustih biti paziti. Vem tudi, da Letap ima pa tudi ostale dirke vedno kritična mesta že vnaprej obveščena na spletnih straneh, a ne, Andi? Ja, tako da se pač mi imamo recimo kritična mesta pa nevarne spuste, tudi spust Šentjurška gora smo prej vsem to obvestili, imamo tudi, pa smo dali še dodatne, za ker smo vedeli, da pač na samem spustu iz Jošta cesta ne bo končana, smo še to dodatno poslikali, pa dali na socialna mreža, pa na spletno stran. Se pravi, tu ne je pomembno, itak, da nam je važno, da pač udeleženci vejo o vseh nevarnih in kritičnih točkah. Tudi vemo, da 130 km bo zmeraj eno, ali bo gradbišče, ali bo pač ena stvar, ki bo pač nevarna tle. Je ena stvar, kar pač moramo popraviti tu. Letos se nam je zgodilo, da je bilo pač neurje in je dosti peska prišlo na cesto, pa niso bili vsi ovinki pometeni. Tle je pač še možnost za izboljšave so še daleč od tega, da smo pač idealni. Se pa trudimo, no, da pač za stvari poskrbimo tako, pač ali je tu na UCI dirki, ali pa saj pač po naših najboljših močeh. Veš, kaj mene samo zanima prej za diskvalifikacije. A to, kar se tiče maratonov, se nekako avtomatsko deluje pod pravili UCI-ja? Ja, mi smo se pač odločili, da bomo šli vsaj tu po pravilih UCI-ja, kar mislim, da je tu prav. Bomo tu drugo leto, mislim, da bomo tu še bolj striktno začeli uveljavljati, tudi verjetno pač bojo prisotni sodniki na motorjih. Pač tu je dodaten strošek za nas, ampak če bo tu pač vplivalo na varnostni aspekt, vemo, da so sodniške odločitve tudi, recimo, vem, da se pač na Frani 2 leti nazaj s tistim zadnjim krožnim vprašalah, da so pač take stvari, kar pač lahko vplivajo na zmago, ampak nam je pač tu pomembno. Do zdaj ni bilo nikoli, v 4 letih nikoli ni prišlo do tega, ampak v enem momentu se pač na vsako reakcijo kolesarjev se mi moramo prilagajati. Ja. A pol se tudi rečemo za te prve, ko UCI vsak let kakšna nova pravila se spomnim, da ta pol rečemo pri ta prvih se tudi, ne vem, tehta kolo, kaj tazga, ali je bolj to, kar se varnosti tiče, pa ne vem, kakšni drugi pa niti ne. Normalno mi ne moramo 1400 koles tehtati. Ne, mislim se pravim za skupno prve. Ne, jaz mislim, da se noben v maratonu pač na kolesno tehta. Smo pa govorili z Asotom. Edina stvar, kar je doping mogoče, no, da se na teh maratonih zdaj tudi začel izvajati. Ampak mislim, da vsaj zaenkrat, ko res Letap poznam, še ni toliko delač mogoče, ampak so pa drugi maratoni, kjer se že delajo doping kontrole, no to je edina stvar, ki vem, da se jo dela. Da bi pa glih kolesa tehtale, pa verjetno res malo težko. Mislim, tehnično bi lahko, ampak se pravi, moraš imeti tudi, se pravi, tehnico, ki je uvahana. Pa... Ne, se sam zanimam. Že bi bil najbolj zraven pri tisti vagi. Ja. Ne, sam zanimam me. Ne, ka imaš rad lahka kolesa, zato pa bi hitro gledal, kjer je čim bolj lahek. Zato tjazga bi ti pol imel, a ne? Zdaj v bistvu klemamo, zdaj ko smo govorili o varnosti kolesarjev na cesti, pa vsega imamo tudi publiko na Letapu, je kar veliko tudi kolesarjev v publiki, sploh gor tam na Podblico. Tam verjetno niste imeli kakšnih težav kdaj z publiko pa s kolesarji, tako kot vidimo mogoče na profesionalnih, ker glede na to, da je pa zelo velikih navijačev tam gor. Jaz sicer nisem izkušala nobene slabe izkušnje, ampak je kdo kdaj rekel, da bi tam tudi navijači bili lahko mogoče zelo agresivni že. Ne, mislim, da pač Podblica je v bistvu eno srce Letapa, tudi pač cela vas tiste dan diha za nas in pač o Podblici imam samo pozitivne izkušnje. Letos se pač ne je zgodila ena stvar, se pravi, na sredini vzpona je lev oster ovink, se pravi serpentina,
Je bilo toliko ljudi, da se pač neč vodja varnosti v bistvu ni mogel preči to vinka, ker je imel velik avto, ker je bilo pač toliko ljudi. Ampak ja, vsi navijajo za vse in vsi pomagajo vsem in pač tle moram tudi vse navijače ob trasi pohvaliti, da pač so ustvarjajo naš dohodek v bistvu čist tako, da pač pride ob traso in tle moram, mislim, tu je eden pozitivnih učinkov, mislim, pozitivna stvar tako na Franji, kot tudi na Letapu, tako da ja, pač od Ste navijačih. mogoče pa razmišljali, da bi štartali dirko na Podblico? Mislim, tako je bilo, štart dirke na Podblico je bil. Ja, takrat, ko sta bila dva kroga enaka, ja, in ti mene je bilo tisto ful všeč, moram priznati. Ja, jaz mislim, da pač je realno možno, da bi še kdaj neko tako stvar ponovili. Imamo idejo, osnovo, kako bi pač to naredili. Ja, ker tam smo se zelo dobro selekcionirali, ne? Čez tisto Besnico so se kar dobro skupine razbile, ta najboljši so se zelo hitro odpeljali naprej, tako da tisti, ki smo malo srednje bili, mislim, tam je bilo, mene je bilo ti zelo všeč, no, takrat. In smo bili zelo hitro v skupinah razdeljeni, čim je bil štart odprt, je bilo zelo hitro narejena selekcija, tako da to je mogoče tudi en tak, no, v razmislek, da glede na to, da je to že nek podobnega bilo. Sam vem, da je pol naprej spet težko speljati, ampak ne, se v bistvu, kakor meni se tista druga izvedba dopadla, ker pač za nas je bilo, varnostne rešitve so bile relativno lažje. Dost imaš pač kolesarjev več pod kontrolo. So se pač, vemo, da se je zmagovalec prve jih je ulovil kar en par iz krajše. Zdaj, je bilo pa tako, no, eni udeležencem so zelo pohvalili ta dva kroga, enim je pač bilo, bi rajš imeli dve različno traso. Tako da pač tle vzameš neko medijano in probaš pač se prilagoditi večini. Se gre pa enkrat spust na Kropo, drugič pa v drugem krogu pa spust na Dražgoše. Tu je nekako zdaj rešitev. Tu je zdaj nekako... Veš, kako hitro razmišljamo, dobro. Tu je zdaj nekako rešitev bila za naslednje leto. Krvavca, ne? Zdaj si mi mal pokvarila načrte, ampak ja, tu je nekako rešitev za naslednje leto, ki je pač... No, ampak je pa zelo lepa to trasa, drugač bi bila, no, moram kar reči. Ja, moramo pač dobiti rešitev, da pač po Kropi dobimo eno primerno traso še naprej, za krajši krog, pa ja, ta daljši krog, drugo leto bo pač vse ceste obnovljene in tudi meni se pač dopade, ja. Tako da ja, je ena možnost, no, tudi ta dvojna Podblica, da se vrača nazaj. Zdaj si že načel neki, to, ko si že prej govoril, da ste neki že potegnili iz letošnjega Letapa, mogoče lahko že kaj razkriješ, kaj se lahko naslednje let kaj pričakuje, kaj novega, ne vem, lahko tudi za kakšne obiskovalce, ki pridejo tako. Koliko naprej je treba organizirati, rečemo, tak dogodek, kakor je Letap? Ja, v bistvu zadnje 2 meseca do dohodka, čeprav imaš polno delo s samim dohodkom, tistega leta pač moraš razmišljati, kaj neke pač smernice, ki boš potegnil za naprej. Že zaradi samega odprtja prijav, pa ne vem, pri nas je pač dres tisti, ki je ena stvar, ki je zelo pomembna, se pravi, moraš imeti dizajn, odprtje prijav že nov. Po samem dohodku pa imaš takoj, mislim, že pred dohodkom vidiš, kjer stvari, recimo organizacijske ali pa logistične moraš popraviti, tu se ti takoj pokaže. Druga je pač, da pač po dohodku mnenje je pač ta anketa nam zelo pač veliko pomeni, kaj iz tega lahko neko analizo naredimo, katere stvari so bile slabe ali pa so možne izboljšave. Zdaj samo prostor, mislim, sam Expo ali pa sama nek program se letos mislim, da smo ga zelo popravili. So pač ja, aspekti, ki jih pač moramo zdaj nasloviti in jih nekako popraviti, ne razboljše. Tudi se pač vašemu mnenju prilagoditi. No. Dakle, si zdaj glih to anketo omenil. Kaj recimo z te ankete vam potegnete najbolj? Je kakšna stvar, ki vas je mogoče fascinirala letos ali pa tebe prav osebno, da te kaj bilo kaj posebenega, mogoče, ne vem, nekaj sva se glih prej pogovarjala, glih te zadeve, koliko ljudi tekmuje na tak in tak način, to lahko malo predstaviš. Ja, v bistvu iz prvega leta, pa recimo iz prvega in drugega leta pa do zdaj,
se je v bistvu, če govorimo, koliko ljudi je dirkalo na rezultat, je bilo, mislim, da v prvo leto, mislim, da je okoli 30. Se pravi, na drugi edici je bilo okoli 30% je odgovorilo, da pač ima neko aspiracijo po rezultatu. Zdaj pa ta številka že večja od 50%. Se pravi, od 1400 kolesarjev ima se pravi, več kot 700 kolesarjev na štartu, saj po anketi, neko aspiracijo potem, da pač ali doseže neki, ja, ali zmaga. Da vozi na rezultat, ne. Ja, Se pravi, zmaga, na začetku je 30% ljudi bilo, se pravi, zdaj jih je čez 50% že dejansko pride voziti na rezultat in zdaj, jasno, če voziš na rezultat, voziš malo drugače, kot če prideš čist sam odpeljati, ne. To je tudi dejstvo. Tudi to lahko mogoče pripelje do več kakšnih neljubih dogodkov, tudi če pride ljudje s tako glavo že, ne. Kaj ti misliš? Če prideš ti že nahajpan, čist na polno. Mogoče Andy, ti to bolj veš, koliko je bilo na začetku, ne vem, koliko je bilo rešilcev, ko so mogli odpeljati kolesarje, pa koliko jih je bilo, rečemo, zdaj na ta zadnjemu. Ja, do prva edicija. Pa tako malo večjih nesreč. No, mislim, ja, zdaj govorimo od poškodb, no, na prvi ediciji, ja, mislim, da so prišli trije kolesarji v bolnico, na drugi, tretji ediciji nobeden. In na četrti pač, ja, če izvzamemo ta tragičen dogodek, eden. Okay, se pravi, kljub vsem padcem je v bistvu šel eden. Da je bila hujša zadeva. Ja, ampak še tu je pač vemo, da je bil že po 1 uri je odpuščen v domačo oskrbo, se pravi, jaz sem tudi takoj poklical. Meni je za vsakому, ko pade, zmeri kontaktiramo, da vidimo, kako je. To je v bistvu večina teh padcev, ki smo jih videli pa zasledili, kot jaz, ko sem vozila, ne, so bili v bistvu površinski padci. Dejstvo je, da je bilo letos več padcev kot prejšnja leta, ja. Tu pač tega ne moramo zanikati. Na veliko stvari je pač vplivala hitrost. Jaz sem pogledal mislim, da sigurno 20 ur posnetkov ali naših iz prenosa, kar imamo še nekih čist posnetkov, ko jih dobimo iz trase tako, pa vseh tistih, ali pač na YouTubeu, pa naših influencerjev iz Francije, ki so bili, pa nam dali posnetke, tako da pač smo videli padce, pa smo videli dinamiko. Tudi vemo, kako bi kakšne stvari popravlja, pa kako se v kakšni stvari, v kakšnem odseku pač grupa obnaša. Se ne vsi, pač vidiš tisto, kar je pač na posnetku samo. Ampak ja, so možne izboljšave, je pa res, da pač ja. A ti misliš, da smo mi Slovenci kaj to drugačni? Da smo mogoče glede na to, da nas vedno nekam plavajo, da smo malo adrenalinski tak narod, misliš, da je to pri nas tudi to, kaj pogojen, da je kaj drugače, ali je to, ti imaš sigurno to informacijo, ali je to v te letapi primer, če si primerjaš letape po drugih državah, sigurno imaš kakšno informacijo, a so to zelo podoben, vse skupaj dogaja z raznimi nesrečami, ali smo mogoče Slovenci še kaj bolj ekstremno? Zdaj bom povedal pač tako številko, kot pač cold fact. Na 10,000 udeležencev je približno 1 smrt. Se pravi, ko se nabere na enemu letapu 10,000... Ne, ampak tu je pač recimo Frani se v tolikih letih ni zgodilo nič tazga, hvala Bogu. Mislim, da so pač, kljub vsemu, da pač mislim, da je Franja, mislim, da je percepcija med rekreativnimi kolesarji, da je pač ne v Franji dosti padcev, ampak ja, tu je en pozitivna pika, ker pač ni nič hujšega bilo, ja, nikoli. In pač ja, pridejo padci tudi na kolesar, na vseh, vemo, da je pač tu rad zmeraj bolj navaren in hiter šport, ampak na letap do tur v povprečju umresta na letu 1 do 2 kolesarja. Se pravi, to je v bistvu za tiste, ki ne veste, no, letap, dogodki se dogajajo po koliko je teh držav? 25 do 30? Ja, mislim, da je 21 držav, pa mislim, da je 30 dohodkov, tako nekako. No, se pravi, po celemu svetu se pravi, dejansko se zgodita 1 do 2 smrti, ne, na leto, kakor si zdaj. Ne, tu je samo v Franciji. Se pravi, samo v Franciji? Ja. Aha, dobro, se pravi, da v bistvu, ja. Tu je zdaj pač nekaj... Ker ti vem, da to statistiko lahko imaš, ne moš me zdaj statistike z vseh ostalih rekreativnih dirk, ne, se pravi, verjetno nekaj podobno. Mislim, nekako je podobno, ja. Se pravi, tudi vemo, da se to dogajalo v Avstriji, vemo, da se to dogaja pač posod, tako pač je, tudi se je tudi
mi delamo to dosti v tekaški industriji, pa se isto, ne vem, maraton ima 2 do 3 smrti na leto. Tako da, Pač ja, tu je realnost tega, no. Iz te realnosti ne moramo iti. In pač ja, hočeš zmeraj delaš na prevenciji, ne moreš pa še posebej v kolesarstvu vse pač ti kakšno vprašanje? popraviti. Ja, bi ti kaj sporočil tazga, še zdaj imaš kle možnost, glede na to, da je meni osebno je leta ful lepa dirka, tako sama glih ta organizacija, glih to, ko vidiš res ogromen policije, ogromen varnostnikov na cesti, tudi gospod Finkja, direktor dirke, kar je zelo v bistvu lahko eminentno, glede na to, da je tudi direktor dirke po Sloveniji. Je že to veliko, mogoče ena taka čast za nekega kolesarja, ki dirka. Zdaj, da ljudje tudi drug leta, vse en kljub vsemu, kar se je zgodilo mogoče letos, da vse pridejo na dirko, da za dirko boste sigurno poskrbili. Jaz mislim, da bo zdaj ta dirka še na večji nivoju varnosti, sigurno na najvišjem, kar je možno. Tu smo imeli že takoj debato. Imeli smo že debato pred dirko, koliko več smo letos vložili v samo varnost, koliko več ohraj je bilo letos, koliko več v bistvu tudi osebja upletenega v samo varnost. Ja, in ni tako. Seveda, bomo naredili več tabel, bomo bolj opozarjali, table bomo naredili večje, vemo pač, ja, da so nekako, tu so bile nekako po smernicah ASOTA, se pravi iste table, kakor imajo na turu, so iste table tudi pri nas, saj po velikosti, ja, bomo probali narediti večje, bomo spuste še bolj označevali. Vemo pač, da ne moramo vsega preprečiti, bomo naredili še več usmerjevalnih meščev, ko jih že tako pač imamo edini v Sloveniji. Predvsem, ja, pa bi se želel morda eno stvar, no, pač, da so pač kolesarji malo bolj kolegialni, v smislu pač, da ne iščejo vsake luknje, da se pač ne rabi se tega pritiska ustvarjati, še posebej začetka, se tudi na Frani se tudi dogaja. Pač trasa je dolga 130 km, nikoli se še ni odločila na Brezovci, ampak je največ padcev do Brezovce. Pač, kakor se to zdaj čudno sliši, vidimo pač, ja, da tudi, ne vem, pač išče se luknje tam, kot pač luknje ni, mi bomo itak probali narediti še več, v vsakem primeru, tudi letap, ja, bo stal, stvari, ki so slabe, bomo probali popraviti vsako leto, pač hoteli, itak meni je važno, da pač naredimo najboljšo možno dohodek, kar je pač, nam pač finančna sredstva in naše znanje omogoča. Tu je pa to, no, pač bi pa seveda rad, da pač prije čim več kolesarjev, letos pač tudi razmišljamo, kako bi čez celo leto pač tu še belo sveščali, pa nekako učili se, in mislim, da imamo vsaj v organizacijski ekipi dovolj znanja, da pač ne stvari predstavimo na način, mislim, da tudi Matej je tak pač kot ambasador zelo super in lahko tudi on pač svoje zgodbe pove, pa svoje videnja. In nam je tu važno, ja, pač ne samo rekreativne, ampak tudi otroke, pa tudi vse, kar pač pride vmes. Meni je važno v bistvu, zame ni pomemben, ali je, zame je zmagovalec isto vreden kot tisti, ki je te zadnji. Pač zame je 1400 oseb istih. No, sej. Jaz mislim, da je res ta dogodek tak lep, vi ste ga zdaj že kar razširili na 2 dni. In letos ste imeli ogromen tudi za otroke, velik poudarek imate na otrokih in tako, kot si rekel, mi že, da tudi tam so se celo najdeli starši, ki so bili brez čelade, ne? Tudi se pravi osveščanje staršev in otrok in vsega. Tako da mislim, da mogoče takele oddaje ali pa tudi pri nas na rundah tudi vedno nobenemu ne dovolimo, da se brez čelade vozi, kljub temu, da ni predpisana na cestnih predmetnih predpisih, ampak mislim, da so to kar ene osnove, ki jih pa more. In tudi en starš, če pripelje otroka na dirko, mislim, da je prav, da ima čelado na glavi. Kaj ti misliš? Mene rabaš gore, se mi zdi, da tako kaj Andy, če si navajen že od otroških let voziš čelado, ti je čuden brez se voziti.
Tako da pač ki smo derkali že od prvega razreda naprej, smo navajeni s čelado, vsakič, ko greš na kolo, daš čelado gor. Sigurno si tudi je to zgled, to. a ne, enemu otroku potem ti Ja. na cesti. A Ne vem, tako meni da- je, jaz če vidim koga brez čelade, pa je tako, v kolesarski upremi. Jaz ga ne to je- pozdravim. Ja, ga ne pozdravim. Jaz to tudi je- ne. Tako da mislim, da bi lahko tudi te čelade tudi tako nasplošno za v cestnem prometu uvedli, da so kar obvezne za vse, ne samo do 15 ali 16 leta, dokjer ga je. Tako da. Ja, mislim, jaz, tako, kar se tiče samega znanja kolesarjev, se mi zdi, da tisti, ki se več vozijo, podoben kot pri nas na rundah, tisti, ki so ne vem, v prvi skupini, ki se znajo voziti v skupinah, ki vejo, ko se daje menjave unti stred, tam je rečemo bolj varno, kukar pa nekje eden, ki se vozi sam z enim prijateljem ali pa sam, pa pride pa na maraton, pa gleda levo, desno, skozi živčen. Tako da jaz, to, kar so že po mojem Ida že rekla večkrat tudi že na podcastu, je zelo pomemben to, da imaš ti občutek, ko se voziš v skupini, da je to v bistvu se moraš voziti kača, ne pa da greš ti desno, ko grejo vsi drugi levo. Sam to se naučiš voziti sam, ko se voziš v skupinah. Ne? In zato mogoče pri tekmovalcih, tudi če mi vidimo, ja, da paci so, če bi se vozili tako, ko se vozijo na maratonih, bi tam gledane na vsakem ovinku ležali na tleh. Ne? Tako da po moje, da je to ta glavno, da vsi, ki imajo neke ambicije se voziti na maratonih ali pa tako, da ima ambicijo, ok, zdaj pa v prvih, ne vem, par sto, je fajn, da se probajo voziti tudi v skupinah, ki so večje od, ne vem, 5. Tako da, ja, Mislim, moje stališče. kolesarstvo ratlo, še posebej zdaj z uspehi naših kolesarjev, zmeraj bolj popularno in zmeraj več ljudi kolesari. In zmeraj pač v enem momentu bo pač eden mogel priti prvič na eno dirko, tle, a pa prvič eno stvar provati. Zdaj, maraton je zelo specifika, ker ja, prvič se vzeti med 300-400 tisoč udeleženci je zelo neka drugačna stvar. In normalno, da pač dokler tega ne izkusiš, v bistvu tega ne moreš vedeti, tudi če se vzeš v 20-30. Anže je tudi dobro povedal, ker tudi vedno več je, se mi zdi, teh tudi fantov, pa skupin, pa tudi žensk, ki se organizirajo in so runde, so neki konstantne vožnje obstajajo in mogoče je res fajn, da preden se nekdo udeleži enega tazga maratona, kljub temu, da bo za njega to prvič, ne, je mogoče fajn, da prej gre probati v kakšno skupino se pelati in da vidi, kaj to pomeni, ker tudi, kot je rekel že, pri nas v najhitrejši skupini letos nismo imeli nobenega paca. Nobene poškodbe, ničesar, nič, ker so fantje znajo voziti. Največ še raznih čudnih pripetljajev smo imeli v teh počasnejših skupinah oziroma mogoče v srednji skupini, kjer se je nekdo prišel prvič in glih ta je bil, ki je povzročal ponavadi največ nam kakšnih preglavic. In moram reči, da jaz tudi na lep način in vedno se z njimi pogovorimo in jih že vmes opozorimo. Na lep način vemo, kakšen je. Pičko materno, ko se voziš kle. Ko govoriš, no? Pismo se vsi vejo, da Ja, smo ne- normalni ljudje, da nismo Ja, glih malo na jih opozorim, malo ukregam RTV kakšnega, Slovena. ampak vse se pol lepo pogovorimo, pa pol klele se spije en radler, pa se pogovorimo in mislim, da je kar prav, da ja, če niste se nikoli vozili v skupini, fajn se je peljati v skupino, preden greste na kakršen koli maraton, ker Ja, ja. res to ni kar se jed, pa kar zapeljati. No. Ne, tu se strinjam. Itak, da vsaka izkušnja, ki jo imaš prej, ti bo pač pomagala, še posebej na take stvari, še posebej polkrat si utrujen in še posebej od začetka, pač, ko so kolesari, ko pač množica večja. Meni se zmeri pač najbolj me skrbi prvih 50 km. Ja, vse tako je Se ponovno. glih to sem imel vprašanje. A je pri vas kakšen razlog, ker rečemo, da se ne spusti že ta prvi hribček, ki gre po mostu, ki je spust, pol je pa ta prvi klanček gor, da tam ne gre že avto naprej. Zdaj sem videl, da bo to vprašanje. Jaz to kot detajl nisem znal, ker zihar ima odgovor na to. Ne, pa se ni nek težek klanca, ne, samo meni se pa še zmeraj zdi glih tok, da unik lahko nekje držijo v zavetrju po ravnini, da bi klanc odpadali in bi se hitreje bi se naredili neke skupine. Ne. Pač sam tako, zanimalo me je, ker vem, da na Franji je bil tudi zaprta vožnja do Brezovce, ne, in so takrat
naj bi kao takrat bilo več pacov čez Ljubljano, kukar jih je pa zdaj, ki se odpre že na začetku. Pa me pač, ja. Ja, sej sem moja prvo obdobje kolesarske kariere, pač sem tudi bil radenski, takrat še, tako da smo, ja, pač sem doskrat bil ta kolesar, ko so na začetki nam rekli, pač dajte čim bolj hitro od štarta pod Brezovce do Vrhnike potegniti, da pač se ta kolona čim prej razbije. Zakaj mi tu delamo 7 km? Pač ja, letos smo prvič uvedli cone, se pravi štartne cone. Niso najbolj funkcionirale, tu mi je jasno. Cone smo uvedli tudi, da se pač kolesari, po principu, da se kolesari sami odločijo, v kateri cono bi šel. Se pravi, če Petra ve, da bo zmagala, bo šla pač cono A, tisti, ki pač nočejo iti hitro, ampak jim je tu sam, pač imajo drugačne izzive, se dajo cono B ali pa cono C. Vemo, da se pač cone med sabo niso vse ulovile, kar je super, se pravi, so bile pač te skupine že v osnovi manjše. Recimo na Letap do Tour, ki ima 16,000 ljudi, izpuščajo 1000 kolesarjev na 7 minut. Se pravi, vsakih 7 minut je interval 1000 kolesarjev. Letos smo se pač, mi se tudi vmes smo dali minuto in pol razlike, se pravi, da se pač težje ulovijo, da se pač že v osnovi te skupine manjše. Je pa res, da je skupina A bila največja, se pravi, največ kolesarjev je šlo v prvo cono. Zakaj dajemo tu ven? Prvič, ker od štarta je spust, pa takoj rondo in tam je že prvi nevaren odsek in če mi to lahko kontroliramo, nam je dosti boljši. Ja, lahko bi takoj spustili, ampak po drugi strani pač damo kolesarje malo možnosti, da se malo umirijo. Da ni, ker nočemo delati od začetka panika pa začetka. Zdaj, kako pač je kolesarska percepcija ali pa percepcija udeležencev na to, eni zelo hvalijo, do zdaj so 3 leta vsi pač ta zaprto vožnjo hvalili, letos se pač ja, letos se bo neko pač mnenje bolj deljeno. Tako da ja, bomo o tem razmislili, vsaj do konca spusta bo v vsakem primeru zaprta, ker mislim, da je tudi dosti bolj varno. Mislim, da tisti klanček je prekratk, zdaj da kakšno veliko razliko narediti, zaradi tega, ker pač je zaveter je v grupi taki veliki, je toliko močno, da te pač potegne. Ja, bojo eni, ki bi pač se naredila neka določena razlika, ampak pol, ko pridemo na vrh, mi zavijemo takoj dvakrat desno in vsi takoj nazaj lahko ulovijo. Ni tu zdaj klanc, ki bo dolg, ne vem, 2 kilometra, da se pač res razbije. No. Dobro, se to imate zdaj še nekaj časa za razmisliti, kako boste traso prilagodili. Jaz verjamem, da vam bo to ratalo, da boste naredili tako, kakor da bo boljš, pa mogoče bolj. Ne, vsej tukaj zdaj nekaj ste že potegnili ven iz vsega tega. Mislim, trasa ne bo nikoli idealna. To je dejstvo, vsej to velja za vse dirke, to smo že rekli, da eno dirko narediti, da imaš ti 130 ali pa, da ne govorimo na primer v isti 300, da imaš ti 300 km idealne trase, je nemogoče narediti. Ne? Tako da, ja. Yes. Tako da, Andi, jaz upam, da bomo drug let brez kakršnih koli hudih zapletov naredili tale Letap še boljši. Mi dva sva vedno zraven. Mogoče bo Stojan že se drug let pogumil, pa bo šel voziti. Ja, ne še čakamo. Ja. Da bomo videli, da bo kolo dubu. Če ga v dubu do druge sezone. Zdaj imaš cajt, da natreniraš, da boš dober. Kolo je bil izgovor, drugače sem imel pa osebne stvari in sem pač un vikend rabil biti doma. In to je to. Tako da ni bilo zaradi tega, da ne bi hotel iti, ker sem ful hotel iti in mi je bilo pol žal, da nisem šel. Ampak ja. Drug let boš pa si že dal to v kalendar. Da jih naletijo zadnji trenutek in pač pol ne moreš. Ampak ja, definitivno sem pa hotel iti. Tako da, Andy, hvala ti, ki si prišel. Če ima kdo kakršnekoli vprašanje, lahko tudi napiše spodaj v komentar. To je to. Do naslednjič. Uživite na kolesu. Čau. 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 Evo.